V Mestni občini Ljubljana se s problematiko tigrastega komarja, ki je v tem obdobju žal zelo aktiven, ukvarjajo že nekaj let in ga od leta 2017 postavljajo v ospredje družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor, v okviru katere izvajajo številne aktivnosti za preprečevanje njegovega širjenja. Tigrasti komar je invazivna tujerodna vrsta, ki je v Evropo zašla iz jugovzhodne Azije. Prvič so jo opazili v Albaniji, kamor je prišla z ladijskim transportom takih odpadnih avtomobilskih gum. Podnebne spremembe, ki so danes tukaj prisotne, so ustvarile idealne pogoje, da se je tigrasti komar širil tudi v tiste dežele, kjer ga prej ni bilo zaznati. Tako je danes pravzaprav razširjen v velikem delu držav Evropske unije, tudi v Sloveniji. Podnebne spremembe pa mu omogočajo, da se širi tudi na sever. Tigrasti komar ima značilno črno-belo podobo z belo liso na glavi. Ima nekatere značilnosti, ki ga ločujejo od našega avtohtonega komarja. Predvsem je dejaven skozi ves dan in tudi pika podnevi. Zelo lahko se razmnožuje in za svoje življenje potrebuje izredno majhne količine vode. Tudi pol decilitra vode je že dovolj, da si ustvari idealne pogoje za razmnoževanje. Ima še eno značilnost, in sicer ima tako imenovana dormantna jajčeca, kar pomeni, da se v običajnih življenjskih pogojih, tam, kjer so idealni pogoji, se jajčeca zelo hitro izležejo. V primeru, ko pa je suša, ko so nizke temperature, se pa jajčeca lahko izležejo z veliko zakasnitvijo, tudi do pol leta. In zato se ga idealno lahko prenaša s transportom tudi na oddaljene dežele. In tako je seveda to način, kako se prenaša in širi povsod po Evropi. Tigrasti komar je zelo slab letalec. Naredi komaj nekje 200 metrov. Ta podatek je zelo pomemben, da se zavemo, da če imamo v naši neposrednji okolici komarja, pomeni, da ni prišel iz nekih oddaljenih lokacij, ampak da smo mu doma v naši neposrednji okolici omogočili, da se razmnožuje. Zato so preventivni ukrepi še kako pomembni. Kaj to pomeni? Predvsem moramo poskrbeti za to, da v naši okolici naših domov, vrtov, balkonov, ni nikakršnih posodic, kjer bi se zadrževala voda. Recimo zalivalke za zalivanje rož, pa vedra, sodi in tako dalje. Skratka, tam so idealni pogoji za razmnoževanje. Že majhen podstavek za cvetlični lonček je dovolj, da se tam ustvari novo leglo tigrastih komarjev. Prav tako kakšne zapuščene gume, kjer se nabira deževnica ali pa drugi ostanki vode, ali pa samo zamašen žleb. Vse to je tisto, kar omogoča, da se tigrasti komarji razmnožujejo. Namreč ta življenjski krog je izjemno hiter. Samica v svojem življenjskem obdobju izleže kar od 150 do 250 jajčec. In lahko si predstavljate, kako hitro se potem tigrasti komar širi. V Sloveniji smo tigrastega komarja prvič opazili že davnega leta 2007. Zato se v Ljubljani že vrsto let ukvarjamo tudi z ozaveščevalnimi projekti. Izdelali smo kar nekaj kratkih filmčkov, ki so dostopni na spletnih straneh in na YouTube kanalu, kjer si lahko ogledate, kako lahko sami doma uredite okolico, da tigrasti komar ne bo imel pogojev za razmnoževanje. Tako smo za najmlajše pripravili posebno basen o komarju tigru in njegovi družini, ki živita v Ljubljani, pa najnovejšo pesmico Titi tigrasti komar, ki je nastala v sodelovanju Trkaja in otroškega pevskega zbora glasbene šole Bučar. Prav tako prikazujemo, kako si lahko vsak posameznik izdela preprosto past za komarje ali pa celo repelent, s katerim torej odganjamo komarja. Za vso javnost pa smo pripravili tudi kratek film z preventivnimi ukrepi, ki si ga sedaj lahko tudi skupaj pogledamo. Ali tudi vas pika tigrasti komar? Tigrasti komar je tujerodna invazivna vrsta, ki je k nam prišla iz jugovzhodne Azije. Prepoznamo ga po tigrastem črno-belem vzorcu in po svetli progi na glavi. Značilno zanje je, da za svoj razvoj potrebuje zelo majhne količine stoječe vode. Zaradi nadležnih pikov in prenašanja človeku nevarnih bolezni pa si ga vsekakor ne želimo v naši okolici.
Najučinkovitejše sredstvo v boju zoper tigrastega komarja je preventiva, pri čemer lahko največ storimo sami. Odsluženi lončki, zalivalke, ponjave in druge stvari, ki jih hranimo v bližini naših vrtičkov in na balkonih, omogočajo zadrževanje stoječe vode in so posledično idealno gojišče za razmnoževanje tigrastih komarjev. Poskrbeti moramo, da so vsi vrtni pripomočki in ostale stvari, ki bi lahko omogočile zadrževanje stoječe vode na našem vrtičku ali balkonu, pravilno pospravljeni. Posadimo zelišča, katerih vonj odganja tigrastega komarja. Priporočljivo je, da se v naših vrtnih in balkonskih lončkih znajdejo roženkraut, žajbelj, timijan, meta, melisa, bazilika, koper in komarček.